Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Na televiziji Celje bomo vam tokrat v Minutah za kulturo predstavili spominsko razstavo, ki so jo v celjski osrednji knjižnici pripravili pokojni Metodi Žgeč, celjski slikarki. Leto dni je, odkar nas je zapustila Metoda Žgeč, celjanka, slikarka, ki je zapustila obsežni slikarski opus, med njimi številne celjske motive. Zato ni zgolj slučaj, da sta domoznanski oddelek celjske osrednje knjižnice in neformalna likovna skupina Prijatelji, katere dolgoletna članica je bila pokojna slikarka Metoda Žgeč, pripravila spominsko razstavo njenih celjskih motivov pod naslovom Celjske vedute, ki jih je Metoda Žgeč upodabljala s posebnim žarom in večinoma v akvarelni tehniki. Pravzaprav je razstava nastala na pobudo prav tako celjske slikarke Amine Kolarič, ki je nekako gonilna sila omenjene likovne skupine Prijatelji. Metodo Žgeč pa je poznala in z njo sodelovala 23 let in v navezi s Srečkom Mačkom, bibliotekarskim specialistom na domoznanskem oddelku Srednje knjižnice Celje. K projektu pa sta povabila tudi akademskega slikarja magistra Željka Opačka, ki je bil kurator razstave in je Metodo Žgeč poznal kar 30 let in jo še danes imenuje preprosto teta. To je moja teta Metoda, torej ni Metoda Žgeč, ampak teta Metoda, tako da jaz sem se z največjim veseljem lotil tega, da malo naredim neko izbiro iz velike zapuščine, ki jo je pustila za sabo. Tokrat smo se glede na datum, materinski dan namreč, ko smo odpirali razstavo, smo se odločili za nekaj, kar je pristnega, toplega in domačega. To so celjske vedute oziroma motivi mesta, ki ga je teta izrazito ljubila, to je bilo njeno mesto Celje. Se pravi, staro mestno jedro, torej prostor, v katerem je živela, šetala svojega kužka oziroma svoje kužke in očitno del mesta, ki ga je izrazito ljubila glede na vsebine, ki jih predstavljamo danes tukaj. Ja, mi smo bile skupaj okoli 23 let. Veliko smo se družile, ustvarjale. Včasih sem si vzela dopust in smo od jutra do večera ustvarjale. Pri njej doma, gledale skozi okno, vodni stolp, potem šle na balkon, pogledale malo tudi proti staremu gradu. Ustvarjali smo veliko cvetlic, Metoda v akvarelni tehniki, jaz pa v akvarilu. Osrednja knjižnica Celje oziroma njen domoznanski oddelek pripravlja redno razstave, tudi svojih zbirk, med tem pa tudi kdaj gosti kakšno gostujočo. No in glede na to, da je tudi motivno Celje lahko zelo zanimivo, kot celjske vedute, smo pred letom dni, ko je umrla gospa Metoda Žgeč, začeli razmišljati o tem, da bi predstavljal njen opus celjskih vedut, kajti marsikomu je neznan, pa da smo ga umestili ravno v ta čas njene prve obletnice smrti in seveda, ki je v marcu sledi april, pa smo se odločili tudi zato, ker je v mesecu aprilu praznik mestne občine Celje in s tem tudi naš domoznanski oddelek nekako počasti spomin na naše Celje. Metoda Žgeč se je rodila v Ljubljani 1930. Doma pa je bila na Grbini v Litiji. Sprva je želela postati modna oblikovalka in v domači kuhinji so nastajale njene prve risbe modnih kreacij. A čas takoj po drugi svetovni vojni ni bil ravno naklonjen modi, oblikovanju in podobni umetnosti. In šola za oblikovanje, kamor se je želela vpisati, je imela ciklični vpis in ni mogla čakati še eno leto. Zato se je vpisala na srednjo farmacevtsko šolo in je tudi končala, ter se zaposlila najprej v bolnišnici Valdoltri, nato pa v koprski lekarni. In ko se je 1961. poročila, se je preselila v Celje ter službovala v celjskih lekarnah, kjer se je 1987. tudi upokojila. Kaj kmalu po upokojitvi pa je pričela likovno delovati v skupini Celjski likovniki pri kulturno-prosvetnem društvu Svoboda Celje, vse do 2012. 2013. pa se je priključila neformalni likovni skupini Prijatelji. Njen prvi mentor pa je bil prav akademski slikar magister Željko Opačak. Pri njem je opravila dvoletni tečaj risanja in slikanja.
Nadalje se je likovno izpopolnjevala še v akvarelni in akrilni tehniki pri akademskem slikarju Veljku Tomanu, pa v slikarski delavnici akademske slikarke Veselke Šorli-Puc in pri Marjanu Miklavcu. Kasneje pa še pri akademskima slikarjema Štefanu Marflaku in Ivani Todić-Andrić, pa pri likovnem pedagogu Tomažu Milaču in profesorju Ratimirju Pušelji in tudi pri drugih slikarjih, Dušanu Amanoviču, Stanetu Petroviču Čonču, Adolfu Mljaču, Taji Naraks, ki so jo vzpodbujali na njeni slikarski poti. Njena priljubljena slikarska tehnika pa je postal prav akvarel. Sprva je razstavljala na skupinskih razstavah, po dolgem prepričevanju pa se je odločila tudi za samostojne razstave in njena prva samostojna razstava jo je popeljala nazaj v domačo Litijo in tudi v Celju je imela več samostojnih razstav in prav celjsko mestno jedro je večkrat rada upodabljala pa Stari grad, Danijelovo cerkev, Glavni trg, južna celjska vrata, na katera je gledalo njeno okno, park, pa Almo Karlin, Barbaro Celjsko. O njenem slikarstvu je akademski slikar magister Željko Opačak med drugim tudi zapisal, navajam: predvsem lahkotnost akvarela je bila pisana na kožo. Njene barve, umeščene v vedro in odprto modrino ozadja, skoraj pravljično risujejo Celjanom več kot znane podobe, ki skozi njeno optiko na novo in povsem drugače zazvenijo. Naslikani prostor postavlja korektno. Trdne oblike starih hiš mestnega jedra prvega plana počasi spremljajo čedalje nežnejše iz ozadja, nad katerimi se velikokrat bohotijo orisi nepogrešljivega starega grada. Konec navedka. In iz vse te bogate slikarske dediščine Metode Žgeč je bil izbor težak? Moram priznati, da je, ker je tega materiala veliko, veliko več, kot si mislite in mislimo. Njena hči Simona je bila sama presenečena, ko je pospravljala stanovanje, kje so vse bili skriti zakladi, kamor je teta pospravljala ali skrivala svoje dela, tako da smo prav uživali ob gledanju. Ja. In kako sedaj vidijo razstavo njeni organizatorji in kakšni so odzivi obiskovalcev? Ja, meni se zdi razstava zelo lepa, zelo zanimiva, vredna ogleda, res. Nekaj posebnega. Moramo reči, da so zelo lepi odzivi. Mnogo se jih ustavi ob teh stojalih slikarskih, mnogo se jih vzame našo brošurico, ki je knjižnica izdala ob tej priložnosti in smo veseli, da smo se odločili za to predstavitev. Na pričujoči razstavi je seveda prikazan le delček ustvarjalnega opusa Metode Žgeč, tisti del, ki se navezuje na Celje. Zato tudi naslov razstave Celjske vedute. Ostala njena dela še čakajo kakšno predstavitev. Bo za to še kakšna priložnost? Ja, mogoče. Tokrat nič verjetno, pustili bomo odprto, verjetno da ja. Tokrat smo pa se odločili za akvarele. Akvarel je ena taka lepa, nežna, poetična tehnika, pri kateri pravzaprav človek suši plasti barvne vode, če lahko tako rečem, in se skozi te prosojne plasti pravzaprav razkriva podoba oziroma razkrivajo vse podobe, ki so nam vsem znane, nam vsem, ki smo tu v Celju, ampak na en nov, pravljičen, topel način, ki ga je teta imela v sebi. Tako da mogoče na kakšni drugi razstavi, da bo več mogoče kakšnega drugega materiala. Ampak roko na srce, akvarel je tehnika, ki ga je teta tako ljubila in je bil dejansko pisan na kožo. Tako da je tudi to razlog, zakaj smo se za akvarel odločili tokrat. Tudi če bo kakšna druga stvar, bo verjetno še kak akvarel zraven, ker je to taka izjemno delikatna tehnika in teta je skozi njo in v njej uspela priti kar daleč. Ja, za pokazati je še ogromno del. Zdaj določena dela bojo še malo počakala, preden bojo na ogled, drugače bo pa ta razstava tudi drugo leto predstavljena v Litiji, v Litijski knjižnici. Tudi domoznanski oddelek Celjske osrednje knjižnice je naklonjen k predstavitvam domačih celjskih avtorjev.
Ja, z veseljem, zdaj žal knjižnica nima nekega primernega prostora za slikarske razstave, tako da po tej plati nimamo najbolj idealnih pogojev, lahko pa se še kaj zgodi, nikoli ne reci nikoli. No, kar prijetni, včasih malce pozabljeni pogledi na Celje se odsevajo v pričujoči slikarski razstavi Metodije Žgeč tukaj v Osrednji knjižnici Celje, kjer si lahko razstavo še vedno ogledate vse tega do konca aprila. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.